Dober večer, lep pozdrav vsem skupaj. Vesel sem, da Slovenija danes že tretjič gosti predsednika irske vlade, gospoda Aherna. Nazadnje je bil tukaj kot predsednik Evropskega sveta maja leta 2004. To je bilo leto, ko je Slovenija postala članica Evropske unije, leto nekega posebnega praznovanja pri nas. In še enkrat se velja zahvaliti irskemu predsedstvu za ta ključen uspeh, katerega del je bila tudi Slovenija, ki se imenuje velika širitev Evropske unije v letu 2004. Današnji pogovori potekajo o bilateralnih odnosih in tudi o skupnih evropskih temah. Kar se tiče bilateralnih odnosov, so ti dobri, pravzaprav odlični, ni nikakršnih spornih vprašanj med državama. Menjava blaga in storitev v zadnjih letih narašča. Zadnji podatki iz leta 2006 govorijo o menjavi, ki presega 110 milijonov evrov. Menjava raste z 10% letno povprečno. In velik potencial, ki še ni do konca izkoriščen, so poslovne storitve in turizem. Za Slovenijo je Irska zelo zanimiva kot država dobrih praks, ki jih velja posnemati. Naj naštejem samo tri. Ena je črpanje evropskih sredstev, uporaba evropskih sredstev za hiter razvoj. Druga je uspešno privabljanje neposrednih tujih investicij, še posebej v visokotehnološke dejavnosti. In tretja takšna je poudarek inovacijam pri razvoju. Gospodu Ahernu sem predstavil prioritete slovenskega predsedovanja v prvi polovici letošnjega leta, ko je Slovenija v tej vlogi v Evropski uniji. O teh prioritetah so se v glavnem tudi pogovarjala. Hvaležni smo Irski za podporo pri nekaterih ključnih korakih, ki smo jih ali pa ki jih bo Slovenija še naredila v tej polovici leta. V zvezi s tem sva govorila tudi o pripravah na spomladanski Evropski svet, kjer se bo Evropska unija soočila z izzivi na področju lansiranja druge faze Lizbonske strategije z okoljsko-energetskim paketom in za situacijo na finančnih trgih. Seveda smo se pogovarjali tudi o trenutno ključnemu zunanje političnemu izzivu za Evropsko unijo, to so razmere na Zahodnem Balkanu po razglasitvi neodvisnosti Kosova. Tukaj imamo zelo podobna stališča do razvoja dogodkov. Smo veseli skupaj, da je Evropska unija pravočasno sprejela odločitve, da je bila pri tem enotna in da bo civilna misija in misija Evropske obrambne in varnostne politike v prihodnjih mesecih tudi konkretno prevzela inicijativo na Kosovu. Na ta način bo dolgoročno zagotovljena stabilnost te regije ob tem, da Evropska unija ostaja enotna. Govorila so tudi o situaciji v Čadu, o akciji Evropske unije, Euforja, pod okriljem Združenih narodov. Irska ima tukaj vodečo vlogo. Irski general Pat Nash vodi to misijo. Delimo skupno zadovoljstvo, da je tukaj prišlo do konkretnih korakov, ki bodo pomagali predvsem pri blažitvi in odpravljanju humanitarne katastrofe, povzročene z situacijo v sosednjem Darfurju. Izmenjala sva nekaj pogledov tudi na nekatera druga vprašanja, ki čakajo skupaj Evropsko unijo v času slovenskega predsedovanja, predvsem na priprave Evropske unije za srečanje oziroma za vrhove med Evropsko unijo in drugimi državami, predvsem z državami Latinske Amerike in Karibov,
Prvo takšno srečanje je bilo namreč ravno v času irskega predsedstva leta 2004, vmes še enkrat na Dunaju in zdaj bo v Peruju v času našega predsedovanja. Veseli smo za te izkušnje, ki smo jih lahko danes podelili, prav tako za izkušnje irskega predsedstva, ko gre za srečanje z nekaterimi tretjimi državami, kot so recimo Japonska ali Ruska federacija, ki bodo prav tako na vrsti tudi letos v času slovenskega predsedovanja. Še enkrat izredno sem vesel, da je gospod predsednik irske vlade obiskal Slovenijo v tem času in da smo lahko izmenjali te izkušnje.